Muzejsko društvo Bled in Zavod za kulturo Bled sta tudi tokrat postregla z zanimivimi temami, ki so ta mesec tekle o dinastiji Karađorđević. O tem, zakaj je dinastija Karađorđevićev tako pomembna za Slovence in navsezadnje tudi za Bled, smo govorili s predavateljem Milanom Škrabcem. Ja, nasplošno, seveda dinastija v začetku srbska, potem jugoslovanska, čeprav danes gleda kot da naj bi mi, jaz bom samo za Slovence govoril, ne za druge, ne imeli s tem nič, ampak kakorkoli obrnemo je bila tudi naša dinastija kar nekaj časa, torej se je tam od leta 18 pa do druge svetovne vojne, se pravi od konca prve svetovne vojne pa do druge svetovne vojne so bili pravzaprav tudi naši vladarji. In ko se ljudje obračamo nazaj, ko gledamo zgodovino za nazaj, eni bi radi videli samo vse slabo, drugi sami vse dobro, ampak stvari so pa kot vedno, kaj ne, so ene in druge stvari za časa dinastije Karađorđević smo tudi Slovenci pravzaprav napredovali. Konec koncev, recimo samo en primer, letos praznujemo 100. obletnico Ljubljanske univerze v Avstro-Ogrski, kljub ogromnim naporom mnogih slovenskih ljudi, da bi dobili svojo lastno univerzo, nam to ni uspelo. Čim smo prišli v novo državo, smo jo dobili takoj. Pravi, 1. decembra 1918 je bila združitev, naslednjo leto Slovenci že dobimo svojo, v bistvu prvo, res našo slovensko univerzo, kar pa ni majhna stvar. Pa ne samo univerza, no vse zadnje, no če sem zdaj že pri univerzi, šolstvo. Se mi v času Ranke Avstrije, Avstro-Ogrske, kakorkoli že rečemo, nismo imeli slovenskega šolstva, dobro, da ne pretiravam. Osnovno šolstvo na Kranjskem je že bilo večinoma slovensko, pa na Goriškem recimo, ampak že če pogledamo spodnjo Štajersko, našo današnjo slovensko Štajersko, so bile celo osnovne šole po mnogih krajih, zlasti večjih, zlasti mestih spodnje Štajerske so bile v glavnem nemške. Slovenskih je bilo presneto malo, da v našem srednjem šolstvu slovenskem, torej ne govorimo, oziroma po koncu prve svetovne vojne je bilo teh šol, imam jaz več prstov na eni roki, kot je bilo slovenskih srednjih šol. Slovenskim učnim jezikom seveda. Za Bled pa še posebej bi rekel, ker Bled bi to lahko tudi tržil kaj na turistične namene. No, vse zadnje, zelo radi so bili na Bledu, to se vidi iz številnih dokumentov, slik, fotografij. Tukaj so imeli svojo rezidenco, hodili v Slovenske gore, kot lahko tudi vidimo zdaj tukaj na razstavi, ki jo je pripravil gospod Poljanec. Normalno, kot turističen kraj pa je, za tak turističen kraj pa je vsaka taka stvar zelo pomembna, zelo prav pride, če drugega ne zaradi širjenja ponudbe, zaradi razvoja turizma nasploh. Glede na množično udeležitev poslušalcev in nasmehe na njihovih obrazih so predavanja zopet požela odličen uspeh. Meni je to všeč, ne. Zelo prav se mi zdi, da ne gledamo tako črno-belo, kot so nas učili v bivšem režimu, moramo odkriti povedati. Ne. Vse, kar je bilo prej, bilo za nič, vsi ti Karađorđevići so, ne vem, kaj da ne rečem, bili čisti negativci in tako naprej, tako ne gre, ne. Vse vemo, da to ni res v življenju. In ljudje so to ugotovili in ljudje radi vidijo, da se stvari vidijo z obeh plati, da vidimo pozitivne in negativne strani in da si na ta način ustvarimo neko kolikor toliko, če lahko temu rečemo, objektivno sliko. Ne. Na temo Karađorđevićev pa je bila pripravljena tudi razstava. Avtor razstave je ljudski ustvarjalec Nani Poljanec. Jaz sem v bistvu ustanovitelj in avtor Ljudskega muzeja Rogaška Slatina, ker se pa tudi nahaja med 3 zbirkami, kraljeva zbirka, povezana na kraljevino SHS in kasneje kraljevino Jugoslavijo. Dejansko pa to je ena zbirka, ki je neposredno vezana celo to obdobje na kraljevsko dinastijo Karađorđević. Nanija Poljanca pa smo povprašali, kaj ga je pravzaprav navdušilo nad dinastijo Karađorđevićev. Prva stvar je mogoče ta, da je bil kralj Aleksandar prvič, ko je prestopil slovensko zemljo, je prišel v Rogaško Slatino. To je bilo 18. julija 1909, je prišel v Rogaško Slatino, to je bil čas Avstro-Ogrske monarhije, je prišel v Rogaško pod imenom grof Davale, inkognito, in takrat je bival okrog 14 dni v hotelu Erzherzog Johann. Kasneje, ko se je ustanovila kraljevina SHS, je potem tega svojega doktorja odlikoval z odlikovanjem svetega Save 5. reda. In to je pač ena taka zgodba, en prestiž in v bistvu ta hotel se je potem tudi poimenoval po njemu, Aleksandrov dom. Tako da to je ena zgodba, druga zgodba je ta, jaz ko sem bil pač mali, so mi rekli, mi je stara mama rekla, da sem dobil ime po kralju, ker moje ime v dokumentih je Aleksander. In to je meni strašno godilo takrat. In pol sem v bistvu to začel
raziskovati z temi mojimi obiski Beograda in to je v bistvu ena tema, ki pa ni bila, bi rekel, muzejsko obdelana toliko pri nas, ker dobedni vsi muzeji so imeli temo teh revolucij in vsega tega. To je bila dolgo let, lahko rečemo, prepovedana tema, ne, pač zbirateljstvo kraljeve družine Karađorđević. In tu sem jaz videl, bi rekel, pod narekovaje neko vrsto tržno nišo, kar se je z leti izkazalo, da je res, ker je velik interes med upokojenci, ki prihajajo v muzej Anin dvor, med vsemi obiskovalci. V bistvu zbirka je tako koncipirana, ker te kraljeve družine so bile v bistvu povezane nekje po celi Evropi, od italijanskega dvora, angleškega dvora, nemškega, ruskega in vse skupaj, tako da je pa tudi za oči je, bi rekel, en tak balzam, ko pride človek noter, ker vidi ogromno teh eksponatov in tako naprej, ne, originalnih. Po 10 letih zbirateljstva sta se skupaj s kolegom dr. Petrom Mikšem odločila postaviti razstavo, ki pa ni ostala samo razstava. Se pravi, zdaj že nekaj okrog dobrih 10 let poteka v bistvu to zbirateljstvo povezano z Karađorđevići. Pol sem pa 1-3 leta nazaj dobil pač priliko, da sem kupil en lot 12 fotografij kralja Petra, ko je osvojil Triglav. In takrat še jaz nisem imel v bistvu toliko informacij in sem poklical svojega kolega, someščana dr. Petra Mikša, on je pa en največjih strokovnjakov za zgodovino Triglava. In sem rekel, Peter, gled, kaj sem nabavil, sem rekel, kak se ti zdi, je rekel, Nani, to je pa noro, je rekel, dajmo razstavo narediti, ne, jaz sem takoj prijal za to in dejansko iz same razstave je nastala tudi knjiga Kralj Peter v Slovenskih Alpah. To je bil pa dejansko en ful velik dogodek, ker da je kralj sam, se pravi zadnji jugoslovanski kralj, šel na Triglav avgusta leta 1939, to ne gledamo samo, pač, da je šel kot osebnost, ampak da je šel kot kralj, ki je bil vzor vsem sokolom in mladim jugoslovanom in tako naprej. O tem so pisali vsi časopisi in tako naprej. To je bil skratka ena velika stvar. Kar je pa zanimivo pri tem, njihov sokolski starešina je bil Slovenec Ivan Kovač, ki je poznal vse te planine in oni, ko so v bistvu z Beograda prišli, jih je gnal v bistvu po vseh teh glavnih planinah, vključno z Triglavom. Z razstavo smo torej zaključili enega izmed mnogih ciklov predavanj, ki jih skupaj prirejata Muzejsko društvo Bled in Zavod za kulturo Bled. Nedvomno pa že pripravljajo nove zanimive teme.